Štajerci so poznani po veliki domiselnosti v pripravi kolin in ena izmed značilnih štajerskih jedi je zagotovo kisla juha, ki pa jo v slovenskih kuhinjah pripravljajo na različne načine. Bistvo štajerske kisle juhe je to, da je aromatična, da se uporablja sveže svinjsko meso ali pa tudi druge deli živali in da se je zakisala, zato da je nekako prebudila želodčne kisline in da so ljudje lahko potem še nekaj ur pili. Predvsem tisti, ki so pregloboko pogledali v kozarec, bodo znali povedati, da je kisla juha odličen zdravilni eliksir za ozdravitev mačka. Z vključevanjem domačih posebnosti v sodobno kulinarično ponudbo so slovenske jedi že postale prepoznavne tako doma kot tudi v tujini. Vendar znamo Slovenci negovati in gojiti svojo gastronomsko kulturo. Kot vemo, je pred letom pa pol smo napravili v Sloveniji strategijo gastronomije in kar opažam kot direktorica šole, da to gastronomsko kulturo zelo malo negujemo in te tipične jedi tu in tam šele. Naprimer, pred 10 leti so se začeli zopet pojavljati žganci, polenta, naprimer kislo zelje in pa koline, katere so tradicionalne. Predvsem pa, kaj mogoče ne znamo z inovativnostjo, kreativnostjo, sploh pa z sodobnimi recepturami pripraviti na krožnik. Kulinarična prireditev pa je bila tudi dobrodelno obarvana. Lansko leto je bilo prvič, lani smo celotni izkupiček namenili rdečim noskom. Danes bo šel celotni izkupiček bolnici Maribor za nakup mamografa. Ni slučajno, da ta dogodek sopada z začetkom festivala Lent. Vsi, ki poznamo festival Lent, vemo, da je tam ogromno kulinarične ponudbe, vendar večinoma balkanskega izvora. In smo nekako prišli do ideje, da bi poskušali ponuditi nekaj tipično slovenskega, tipično štajerskega, kar štajerska kisla župa vsekakor je. Tokrat nam je malce zagodel mladi čarodej, se je štajerska kisla juha iz kotlov izginila v trenutku, a v zameno nam je pričaral nekaj drugega. Tu imam jaz 3 karte, bele so takole, pogledajte. Zdaj bi vas pa zaprosil, da takole roko stegnete. Takole, da bo. Torej to meni in zdaj vam jaz dal te 3 karte vse sem, v redu? Takole. In zdaj samo tako roko držite in je ne premikati, v redu? Tu, takole. 1, 2, torej to meni 3 karte. Tlesnem s prsti. Se ena pojavi v pajkovo mrežo. Tlesem ponovno s prsti, sta že 2 pajkovi mreži. Pozorno pogledajte, ker še enkrat tlesnem in so že 3, vse 3. Ampak zdaj pa je največji problem takole. Obrnite roko